Oder, oddaja o sočasnem gledališču. Bora Ravbar je mlad gledališki režiser, ki je v času svojega študija nase opozoril že z uprizoritvijo Strah in beda, ki je nastala po motivih Brechtovih besedil in bila uvrščena v študentski program 57. festivala Borštnikovo srečanje. Prav tako je še kot študent v gledališču Glej režiral svojo prvo profesionalno predstavo po besedilu Nine Kucler-Stikovič Deklici, s katero so se uvrstili v spremljevalni program 54. tedna slovenske drame. Bor Ravbar je bil tudi član uredništva Akademijskega lista, strokovne študentske publikacije za področje gledališča in filma, deloval je tudi kot oblikovalec svetlobe. Najbolj izpostavljeni sta bili v prizoritvi Žene v testu Žive Bizovičar in Agmisteri Klemna Kovačiča. V mini teatru je režiral avtorski projekt Sanjači ali ljubezenska zgodba v revoluciji. Lansko leto se je v avtorskem projektu Kje mi živimo ukvarjal stanovanjsko problematiko v Sloveniji. Pred kratkim pa je na odru Prešernovega gledališča Kranj režiral in skupaj z Varjo Hrvatin ustvaril avtorski projekt in mnogi drugi. Bor Ravbar, lepo pozdravljeni v našem studiu. Živjo. Najin pogovor bi začela s predstavo Kje mi živimo, ki ste jo ustvarjali z Ulo Taljo Polak in ki se je uvrstila na 55. teden slovenske drame in 60. festival Borštnikovo srečanje. Gre torej za avtorski projekt, ki je temeljil na principu snovalnega gledališča, zato me najprej zanima, kako ste snovali to predstavo, kakšen je bil proces. Ja, snovalno gledališče, ki ga ponavadi v Sloveniji enačimo s terminom avtorski projekt, čeprav temu ni tako, je nekaj, česar se v bistvu v študiju nisem loteval, ker smo vedno imeli neke tekste in tako naprej. Tako da smo v bistvu, sem si zelo želel na razpis Mladinskega, ki ga je takrat leto pred tem, ko smo delali predstavo, prijavil predstavo, ki bi jo delal na snovalni način. Torej, to pomeni, da delamo neko raziskavo, da z Ulo in tudi drugimi sodelavci in sodelavkami v avtorski ekipi smo v bistvu prej naredili neko preliminarno raziskavo, se dobili z različnimi akterji na tem področju, od odločevalcev na ministrstvu recimo do aktivistov, ki stojijo na protestih za stanovanjsko področje, do recimo ljudi, ki so pisali doktorate v tem področju, v zgodovini ali pa danes. In je to v bistvu bila neka štartna točka za snovanje, torej najprej ogromno neke vednosti, nekih informacij, nekih podatkov, ki smo jih potem interpretirali, predvsem s pogovori s temi različnimi strokovnjaki, ki so pa potem potekali že med procesom vaj, torej smo jih povabili tudi na vaje, so povedali, kako so oni pristopali do tega vprašanja, kaj oni vidijo v bistvu kot rešitev, in pa tudi, kaj so neki vidiki, ki jih velikrat ne slišimo v javnosti. Zato smo se v bistvu v predstavi osredotočili na doživljanje tega občutka nestanovitnosti in prekarnosti na stanovanjskem področju. Ne samo, da bi naštevali dokumentarno neke podatke, ker v bistvu to vemo. To v bistvu nekako, sploh med mladimi, je zelo splošno znano. Jaz sem se bal, da bo tematika že skoraj prenasičena, ker je od časa, ko sem jaz prijavil to na razpis do premiere, je bilo pač v Dnevniku vsak dan članek o tem, v Delu vsak drug dan, na RTV-ju in tako naprej. Hočem reči, mi smo vsi vemo, ampak v bistvu razumemo ta nek občutek prekarnosti, nestanovitnosti, ki jo prinese ta neizmerna prekarizacija tega področja, torej predvsem med mladimi, ampak tudi v bistvu med starejšimi, tudi to smo ugotovili. To je ena stvar, na katero pozabljamo. No pa, da se zdaj ne odmaknem preveč od snovanja. Zbirali smo tudi zgodbe, torej čisto osebne izkušnje. Želeli smo se tudi osredotočiti na to, kako so ljudje to dejansko doživljali. A jim je to tudi nek občutek dostojanstva uničili. In smo imeli odprt poziv za zgodbe, imeli smo tudi seveda celo akcijo po spletu najdeti vsa ta pričevanja, ki jih je nešteto. Potem pa v bistvu smo z igralci in avtorsko ekipo začeli delati prizore.
in ti prizori so na koncu nastali v pač celotno predstavo. Skoraj celotna predstava je na ta način nastala, da je v bistvu se sproti rojevala ideja za prizor. Ene prizore so prinesli igralci, ene smo prinesli kdo od avtorske ekipe, ene smo skupaj delali v nekih vodenih improvizacijah. Večino tekstov smo popolnoma v bistvu iz improvizacij sproducirali, medtem ko smo nekatere tekste dobili ali od teh zgodb, pa jih potem mnogo predelali, ne? Torej iz enega odstavka je nastal prizor. Ali pa, ne vem, iz ene zgodbice kratke smo v bistvu to združili z neko drugo zgodbo, da se je prepletali in tako naprej. In v bistvu, ja, hoteli smo priti do nekih odgovorov, ne? Kaj v bistvu bi morali narediti, ampak do odgovora smo prišli že v prvi fazi. Torej, vse smo vedeli. Problem je bil, da bi to implementirali, da bi to svet dejansko sproduciral, da bi recimo ministrstvo sproduciralo zakonodajo, ki bi govorila o tem, kar so nam recimo vsi ti ljudje povedali, da se vse da. In v bistvu smo na koncu prišli do tega, da vse se da, sam se očitno noče. Zdaj sem se pa slučajno spomnila še na motiv babic, ki nas spremljajo skozi predstavo, pa me morda zanima, zakaj ta motiv, kaj so te babice? Ja, te babice so v bistvu nastale čist spontano, skozi neke pogovore in asociacije in kreativo. Mislim, da je Matija Vastel, ki je s tem, mislim, da to odprl, to tematiko v resnici. Pa naj mi ne zameri kdo, če sem zdaj koga spustil. No. Iz v bistvu teh figur babic ali pa starejših žensk, ki jih večkrat vidimo, to so tudi mimi, ne, v bistvu, ki se zoprstavijo določenemu nekemu fenomenu ali pa recimo nacijem ali pa skinheadom. Ne. Recimo ta znamenit, mislim, da je, zdaj sem že pozabil, kje, mislim, da je na Švedskem, ali kje je nek kip babice, ki s torbico udarja neonacija. Take stvari so nam ker v bistvu babice so v tem smislu pure, ne, čist znak, ne. Ona se ne bori zase, ne, v resnici, ona se bori za svoje vnuke, ne. Zato je babica, zato ni pač starejša ženska tetkica, ampak je babica, ker ima pač ta občutek za naprej, ne. Tudi če niso to dejansko njeni vnuki, ampak mi smo vsi vnuki teh babic, za katere se one borijo. In tudi potem smo se, ampak to nažalost potem ni prišlo v predstavo, ker pač vedno zmanjka časa in energije in vsega, kapacitet, da bi v bistvu naredili prizor, kjer bi babice res bile teroristke, ne. Ker babice si pa lahko to privoščijo, ne. Lahko grejo do konca, ne, ker v bistvu svoje življenje so oddelale, ne, in v bistvu se za svoje vnuke žrtvujejo na nek način. To se nam je zdelo izjemno lepo, ne. Da v bistvu se nekdo bori za prihodnje rodove, ne. In v bistvu to tudi izhaja iz malo teh petkovih protestov, ki smo se jih seveda vsi tudi udeleževali, ali pa nekateri, no. Kjer smo videli ogromno mladih ljudi, pa ogromno starejše generacije, ne. Ker imaš srednjo generacijo, ki je ne bi tukaj na tej točki krivil, da se ne aktivira bolj, ker pač mora preživljati sebe in vzdrževane družinske člane, ne, in je v bistvu najbolj na udaru, ne, tega nekega moraš živeti, torej moraš sodelovati v družbenem redu. Babice pa ne. Torej, v predstavi, kje mi živimo, pa se kot gledalci premikamo po različnih prostorih Pošte Slovenskega mladinskega gledališča. Začnemo zunaj, prestavimo se v vadbene prostore, odidemo v garažo oziroma v kletne prostore, nato se znajdemo v gledališki dvorani. Kako razmišljate o prostoru, ko ustvarjate predstave, in do kolikšne mere tudi gledališče razumete kot neke vrste javni prostor, če ga? V tej predstavi smo želeli to poudariti tudi prostorsko, ta občutek, da gledalec nima možnosti pasti v neaktivno držo, v katero pač v gledališki dvorani hitro padeš, do trenutka, ko pridemo v to dvorano, kjer so tudi stoli bili bolj udobni, kot kjerkoli do takrat. In tam je v bistvu, tam se dogaja nekaj, v čemer ne bi smel uživati, vse prej pa se v bistvu uprizarja neko to stisko, ne. To, da potem ta prostor, ki je prekaren, ki je nestanoviten, tudi to je v resnici nekaj, kar je recimo Srna Mandić kot raziskovalka tega področja, mislim, da ona napisala prvi doktorat v samostojni Sloveniji o stanovanjih, stanovanje in država. Piše prav o tej stanovitnosti bivanja, ne. Torej, stanovati, v bistvu ona tudi misli kot bivati, ne. In da v bistvu, če imaš ti najem, za katerega za pol leta naprej ne veš, kje boš, je to psihološko nekaj, kar je neizmerno težko predelati, oziroma mnogo težje, kot pa če ti tega ne bi imel, ne.
In to je v bistvu tudi bil ta poriv za tem prostorskim konceptom. Torej, to je hočem povedati, da v gledališču oziroma v predstavah želim prostor misliti skozi vsebino statementa. Torej, koga napadam ali pa pač koga se to zadeva, ne? O kom hočem govoriti, pa komu hočem to povedati. In glede na to, da je v mladinskem publika, ki po mojem mnenju večinoma že dokaj ve to, kar smo hoteli povedati, smo v bistvu hoteli to pokazati še na drug način. Ne samo faktografski, ampak tudi izkustveni. Drugače pa prostor razumem kot zelo pomemben del režije. Se mi zdi, da v bistvu vsaj jaz, težko razmišljam o režiji, če ne razmišljam o prostoru. Torej, nekaj se zgodi, ampak kje? Gledališče je javni prostor v tem smislu, ker je prostor, kamor lahko pride veliko ljudi, ne pa vsi. Ne? In jaz bi si želel, da bi imeli možnost v gledališču kdaj pa kdaj organizirati, razumem, da ne skozi, kdaj pa kdaj organizirati tudi predstave, ki bi bile brezplačne. Zato da bi lahko prišli dejansko vsi, da bi bil dejansko javni prostor, ker ni enako trg. Na trg lahko pride kdorkoli in v gledališče moraš vsem plačati. Ne pravim, da so te cene izjemno visoke, v tujini so bolj, ampak tudi ni čist popolnoma dostopno. Sploh pa ni dostopno, če hočeš redno. Jaz razumem gledališče kot javni prostor v tem smislu, da ga moramo še širiti, pa da tudi moramo bolj razumeti svojo vlogo v tem javnem prostoru in to, da imamo privilegij biti govorci, biti tisti, ki postavljamo agendo v tem javnem prostoru. In v bistvu moramo imeti odgovornost do tega privilegija, ne pa sam, jaz bi pa to o tem govoril. Se mi zdi, tako jaz razumem javni prostor, ki bi ga rad pa v gledališču še širil. Tako v predstavi, Kje mi živimo, kot tudi v predstavi In mnogi drugi, uporabljate elemente kviza oziroma uprizarjate bizarne situacije, ki asocirajo na sodobne televizijske resničnostne šove. Zdi se, kot da notranje psihično stanje človeka znate prikazati v obliki kolektivne norosti. V vaših predstavah se mi včasih zdi, kot da izstopite iz realistične dramske uprizoritve v svet nočnih mor. Pa me zanima, kako pravzaprav vi razmišljate o prepletu posameznikove notranjosti in te neke družbene zunanjosti oziroma individualnega in kolektivnega. Politično je osebno, ker se zgodi na tej intimni ravni. Recimo ravno v predstavi, ki ste omenili In mnogi drugi, je problem glavnega lika Jožeta oziroma v resnici Cankarja, izključno oseben, tako ga on vidi. Jaz sem zatajil svojo mati, jaz sem naredil greh, jaz sem naredil neko grozno stvar, čist iz nepojasnljivih razlogov. In v bistvu predstava ga poskuša tudi preko postopka nočne more pripeljati do tega, da mogoče pa tukaj ne gre zgolj za osebno situacijo. Seveda si v osebni situaciji, ampak v resnici si vpet v družbeno situacijo, ki pogojuje tvoje obnašanje. In ta stik tega dvojega se mi zdi ključen za razumevanje nas. Cankar nas menda polni s krivdo, ampak a nas res ne? Ali nas v bistvu poskuša odrešiti s tem, da to postavlja v družben kontekst. On je inherentno političen zame, a ne pisec. Mislim, že njegov spis, kako sem postal socialist, je zelo ekspliciten v tem, zakaj in čemu piše na način, kot piše. Ne piše o tem zato, da bi mi jokali, ampak zato, da bi nekaj naredili glede tega. In Jože je v bistvu skozi predstavo odrešen te krivde. Seveda, to ne pomeni, da je dobro naredil. To ne pomeni, da je bila ta zatajitev dobra. Ne, ampak to ne pomeni, da si ti osebno odgovoren za to, da si ti slab človek zaradi tega, ampak da gre za neke silnice družbene, ki jih pač na katere ne moreš direktno vplivati, lahko pa v bistvu vplivaš na to, kako se ti na njih odzoveš. In tukaj je napaka, ne v tem, da bi on zatajil mati, ampak tukaj, da je pač zatrl v sebi svojo identiteto in s tem njeno identiteto zaradi razrednega sramu. Zaradi sramu, ki je razreden, ne otroški sram pred materjo. Ker tudi to obstaja, ampak to ni zgodba matere zatajal. To je, verjetno se tudi zgodi prej v otroštvu kot v gimnaziji. Glede teh game show in kvizov, na nek način se mi zdi, da recimo Big Brother, Naked Attraction, te neke resničnostne oddaje so totalna perverzija. In svet je zelo perverzen. In v predstavi, Kje mi živimo, je na koncu ta resničnostna oddaja Domolov,
kjer pač zmagovalcu dajo stanovanje. Ne. In to v bistvu bazira na žrebu, ki ga Mestna občina Ljubljana izvede javno za upravičence do stanovanj za mlade, socialnih stanovanj za mlade, kar pomeni, da moraš ti javno pač sebe deklarirati kot jaz sem reven mlad človek. A ne? Torej že to je neko sito, kdo se bo šel to, pa kdo ne. In potem, ko si v dovolj veliki stiski, boš seveda šel. In nas je v bistvu zanimalo, ali lahko to pripeljemo do absurda. Ne? Ali lahko to pripeljemo do takega absurda, da oni na koncu, tekmovalci, se delajo, da so prašiči in rijejo po zemlji za ključem. A je to v bistvu ta zadnja inštanca tega? In ne z namenom, da bi te ljudi ponižali, seveda smo jih v tem aktu, ne, pač, ampak z namenom, da bi nas, gledalce, ki smo v teh udobnih stolih, po 1 uri pa pol premikanja, končno smo se usedali v temo in lahko gledamo, da bi v nas v bistvu sproducirali odziv, ne, ki je, jaz tega nočem gledati. Ja. Meni to ni okej. In ta perverzija tega, tega pogleda v bistvu je meni tukaj zanimiva. Pri kvizu Kapital ali Biblija, ki je pa meni mogoče najljubša stvar, ki smo jo pač naredili v teh predstavah, o katerih ste govorili. Čisto iz tega, ker je v bistvu čisto nam, ko smo brali. Jaz, ko sem zbral te citate, sem jih dal parim ljudem za prebrati. Noben ni prav ugotovil, kaj. Ne? In to se mi je zdelo, imamo v predstavi človeka, ki vodi kviz, vem. Mislim, to mora biti noter. Ne? To mora biti del predstave. Če nadaljujem s predstavo in mnogi drugi, ki je torej nastala v Prešernovem gledališču Kranj skupaj z dramaturginjo Varjo Hrvatin in se je letos uvrstila tudi na spremljevalni program 56. tedna slovenske drame. Me zanima, za katera besedila vse gre v bistvu v tej predstavi, gre v bistvu za nek kolaž, pa me zanima, zakaj ste se odločili, kaj ste prebirali in kako je v bistvu potem besedilo sploh nastalo. Ja, to je kolaž. Hrbtenica je Materi zatajil. To je ta zgodba, ki je v bistvu v trenutku, ko smo se začeli pogovarjati o predstavi po Cankarjevem delu, sem jaz takoj pomislil na to. Potem pa v bistvu sva z Varjo začela iskati, kaj rabimo, da to povemo, kar hočemo povedati. In v bistvu sva razdelila na 3 dele predstavo. Prvi del je izključno kolaž Cankarjevih tekstov in na novo napisan tekst, ki zveni kot da je cankarjanski. Večino tega prizora gostilna je v bistvu na novo napisan. Nekako poskuša sodelovati čim bolj avtentično iz enega v drugega, iz Cankarja v naju in potem nazaj v Cankarja. Drugi del je v bistvu popolnoma naš. Ene dele smo malo na podlagi vodenih improvizacij igralcev, ene dele smo pač sva z Varjo napisala, velike Varja tukaj v drugem delu napisala sama. In tretji del je v bistvu spet neko kolažiranje in veliko interveniranje, sploh v zadnji monolog, ki ga je spet Varja, mislim, da mojstrsko napisala. Cel čas se pa v bistvu gibamo po Materi zatajil in pa kako sem postal socialist. Mislim, Materi zatajil je bolj, kako sem postal socialist, pa v bistvu konstantno nek komentar in kontekst dodaja. Dodali smo pa tudi, dost velik del imajo zgodbe Cankarjeve, njena podoba iz Predmestja, tu je Očenost in seveda Bobby. Seveda Bobby, ja. Ki so povsod, tudi fizično. Tako da recimo papeže, smo v bistvu imeli, en teden smo improvizirali papeže, vse vemo o vseh papežih in seveda pač na koncu pride to do ene strani, do 8 replik, ampak imeli smo 25 strani dialogov papežev. Tako da je tudi igralci so veliko sproducirali, sam potem nekako ni šlo v te nočne more, so res samo v bistvu flashi prišli, v bistvu samo prikazni, ki pridejo in grejo, ta logika nas je potem vodila. Zato je tudi zelo se razreduciral ta drugi del, v bistvu na neki točki. Lani ste pa v Slovenskem mladinskem gledališču sodelovali tudi kot asistent režije pri predstavi Inkubator Oliverja Frljića, ki pravzaprav velja za enega izmed najbolj znanih ustvarjalcev sodobnega političnega gledališča. Pa me zanima, kaj je za vas predstavljalo to sodelovanje in kaj je v bistvu v Frljićevih predstavah tisto, kar vas najbolj prepriča? Res sem bil vesel tega sodelovanja. Mene je predvsem navdušilo pač, kako Oliver deluje. Ker velikrat rečejo, režiser je pač
njegova osebnost in njegov način delovanja, ali njena seveda, zelo določa, kako v bistvu sploh vse poteka v gledališču. In Oliver Frljić je meni iz tega vidika izjemen, ne, ker je poln energije, poln kreative, poln hitrosti, mislim, on je hiter, ne, da seveda ne govorimo o inteligenci in tako naprej, razgledanosti, ampak ta energija, ne, ta v bistvu ta kreativa, ki bruha iz njega, da te lahko ob taki temi, kot je inkubator, kot je morjenje otrok v inkubatorjih, recimo, praktično, da sploh ne govorimo o celem genocidu in kontekstu tega, da lahko v takem procesu v bistvu se imaš fajn. Pa ne fajn vsebinsko, seveda se vsebinsko nimaš fajn, ampak kreativno ti, tudi kot asistent režije, pač samo sodeluješ. Predvsem mi je fajn pač delati v Mladinskem gledališču, ki je super gledališče, ki se pač ukvarja s, po mojem mnenju, pravimi stvarmi na pravi načine. Oliver je pa seveda tudi to. Zelo je zanimivo, kako je njegov kontekst, ki je prišel zdaj iz Nemčije, ne? Kako je zdaj v bistvu zaznamovan s tem kontekstom, kako je v bistvu bil navdušen vsakič, ko je lahko z nami skomuniciral nekaj, kar bi v Nemčiji bilo nemogoče skomunicirati. Ne. Pa je vse vedel, da bo z nami lahko, ampak vseeno, mal ta dvom, mogoče pa ne bo, ne, verjetno ali kaj. Ker pač vemo, kakšen je nemški kontekst glede Palestine. Ne. V bistvu je njegov način produciranja gledališča meni izjemno inspirativen, ker je tudi zelo učinkovit. Imeli smo v bistvu zelo malo časa. In recimo meni je bilo res užitek poslušati, kako v bistvu on vodil neko improvizacijo, ki je bila za mizo, ampak je bila, mislim, gledališka, ne? In to pol sproti pisati ali pa posneti, pa potem pretipkati, pa potem v bistvu iz tega nastane prizor v 2 dneh. Ne? Njegova političnost je, kakor jaz stvar vidim, ne, zelo ideološka, zelo v bistvu kulturna, ne? Kar absolutno nujno rabimo, ne, sploh v takem današnjem svetu, kjer je genocid normaliziran, ne, kjer, mislim, rabimo predstave, kot so Aleksandra Zec, ne, kjer govorijo o poboju srbske deklice, ne, in družine na Hrvaškem, ne, med vojno, in je to delo na Hrvaškem. Ne. Mislim, da je ful pomembno, kje delaš predstavo. On je inkubator, vem, da želel delati v koprodukciji s kakšnim nemškim gledališčem, pa mu to ni uspelo. Potem pa, zato ker je pač to le Oliver Frljić in hvala Bogu, da vsaj na ta način pridejo take predstave potem gor, so ga pa povabila, ne, v Gorki teater, ne, na gostovanje, ne, in mu ploskali. Ne. Ampak tam pa predstave take ne bi mogel narediti. To je recimo tudi zdaj primer. Mislim, to je bilo sicer, kolikor razumem, drugačen kontekst, ampak tudi zdaj je primer v Gorkem teatru, da pač ni ene predstave, ne, ki bi morala biti v režiji Oliverja Frljića po tekstu Adanije Šibli, ne? Torej palestinske avtorice, ki na Frankfurt niso, kljub temu, da so ji podelili nagrado, in potem niso hoteli podeliti nagrade. Ne? Tako da je ful pomembno. Nadaljevala bi pa z zbornikom teorije prakse. Torej v zborniku teorije prakse, ki ga je lani izdal Zavod Melara, ste v svojem prispevku Politično delovanje skozi gledališko umetnost zapisali, da mora gledališče, da bi lahko bilo politično, početi dvoje. Najprej prikazovati strukture in delovanje oblasti in drugič izvati spremembe. Poudarjate tudi, da je status političnega gledališča dandanes seveda drugačen, kot je na primer bil v stari Grčiji, v obdobju Brehta ali poznega 20. stoletja, kjer je gledališče začelo kritizirati tudi lastne strukture moči. Danes pa sta kritika in samokritika pravzaprav vključeni v demokratičen liberalni sistem, v katerem živimo, čeprav ta še vedno proizvaja nasilje. Zdi se, kot da umetnost ne more več zamajati vladajočih struktur, pa me vseeno zanima, kateri so za vas primeri nekega učinkovitega političnega gledališča, ki je izvalo spremembe ali v javnosti sprožilo neko širšo debato. Jaz pač moram verjeti v to, da je to možno. Tudi v tem članku poskušam ravno med tem slalomirati, ne, ali je to v resnici res možno in zakaj ne bi bilo. Ne. Zakaj pa ne bi bilo? Ne? Zakaj si vsaj ne pustimo možnosti, da je možno? Jaz recimo spomnim predstave 6 Žige Divjaka, ki je zdaj sicer, kakor ste formulirali vprašanje, ne, v smislu, da bi to dejansko zatreslo, ne vem, vlado, ne, mislim, to seveda ne, to, ampak to vprašanje, če kdaj je bilo zmožno, tudi ko je imelo gledališče popolnoma drugo funkcijo,
oziroma strukturno vlogo, kot jo ima zdaj, ker zdaj seveda ima to vlogo, ki jo je imela včasih gledališče tudi TikTok, ne? Do neke mere, ne? Hočem reči, ni več gledališče hegemon na področju zabave in premisleka, ne? Ampak je v bistvu to zdaj na 1000 platformah možno delati, ne? Tudi televizija je nek nadomestek in tako naprej, ne? Tako da ima gledališče seveda pač manjši domet, no. Ampak recimo predstava 6, ne, je absolutno, meni že to produktivno, da predstava razburi, ker v bistvu potem se o njej pogovarja in potem lahko prideš do nekih ugotovitev ali pa zaključkov, do katerih ne bi prišel, če se v predstavi sploh ne bi pogovarjal z nekom, ki sploh mogoče ni videl predstave, ampak je sam slišal. In to je moč gledališča, da v bistvu širi idejo, tudi če nisi ti direktno udeležen, ne. Ali pa recimo Hlapci v Mladinskem gledališču, ko je pač nekaj časa po premieri, se je pojavil ta posnetek, ko ena igralka zabija z zastavo Slovenije ob tla in vpije, to je Slovenija, ne, to je seveda citat neke gospe na enem zborovanju ene politične stranke, potem je pa pač prvak te politične stranke na Twitterju začel trolati, ne, to predstavo in biti ogorčen in to je bilo potem po vseh medijih, ne. Meni je že to produktivno, ne. Potem so se pa pogovarjali o tem, kaj zdaj s tem, je to umetnost ali ne, to je seveda neproduktivna debata, ampak je pa debata, ampak poslušajte, to ste vi. To je citat vas, ne. Ja, seveda, potem vodilni kadri ne bodo nič rekli na to, ne, ampak jaz sem prepričan, da njihov volivec bo pa opazil, čakaj malo. Pa tudi, če bo še naprej volil, ne, bo sam opazil, pa bo, no. In jaz mislim, da ima moč gledališče poseči in vplivati. Je pa res, kot sem tudi zapisal v tem članku, da je to, mislim, da zelo težko, da se to pač vsake toliko časa posreči. Da mora se tudi malo posrečati, no, ne more sam, ti lahko delaš, pa včasih ne rata, no. Kako ste pa vi vstopali v dialog z odločevalci v predstavi, ki mi živimo? Čeprav razumem, ste nekako posegali po tem. Neformalno smo se pogovarjali z nekaterimi osebami pač v strukturah, ki dejansko poznajo stvari. Zdaj, prosili so me, da pač ne povem preveč konkretno, no, ker seveda obstajajo ljudje, ki delajo na ministrstvih ali pa v strukturah moči, ki pač jaz iskreno verjamem, da res delajo, ne, da res se trudijo, ampak je pa veliko ljudi, ki pa pač nima tega, ne, so tam zaradi nečesa drugega, so tam parkirani ali pa imajo neko drugo agendo odzadji neka kupčija, ne, in verjamem, da tudi če prideš v te strukture za pač, ne vem, 2, 3, 4 leta, težko boš vse spremenil, ne. Tudi, če imaš neko pozicijo, ki ni najnižja, ne. Tako da veliko smo se pogovarjali o tem, kaj so v bistvu ti notranji boji, ne. Ker v bistvu mi vidimo samo ta zunanji, ministrstvo je to pa to se zmenilo, ampak v bistvu na ministrstvu imaš prvič ljudje, ki so v različnih političnih strankah, ljudje, ki niso nobeni politični stranki, pa so tudi zelo politično opredeljeni, ker seveda se meni zdi nič narobe, ker političnost je zelo širok pojem, ki ga mi razumemo v javnosti, se mi zdi, da zelo kot strankarsko političen, ampak to je meni nekaj čisto drugega, no. Strankarska politika je pač to so neki kšefti, ne. Politika je pa v bistvu vse to, kar upravljanje tega, kako živimo in kaj so naše pravice, kaj so naše dolžnosti, kaj je javno, kaj je zasebno, ne. To je politično, ne. Tako da oni so nam velikrat marsikaj znali povedati, tako bi morali biti, pa tako, mi smo pripravili to, pa to, ampak tam moramo dobiti kljukco, pa tam moramo dobiti kljukco, tlej nam nikoli ne bodo dali kljukce, zdaj ne vemo, ali lahko naredimo nekaj, da bi mimo ni šli, ker so tudi tam neke formalni, ne. Ampak dobro, pa se zapletaš pač v te neke tehnokratske, kaj se da, česa se ne da. Nam je bilo predvsem zanimivo, torej vi razumete, dalo bi se, če bi se hotelo, to je v bistvu poanta, ki jo jaz rabim vedeti kot ustvarjalec. Zdaj, kako točno to narediti, je pač stvar politične obrti, a ne. Kaj pa na estetski ravni? Teži politično gledališče za vas tudi k specifičnemu estetskemu izrazu in kako razmišljate v tem kontekstu? Jaz mislim, da je to vezano na to, kaj hočeš doseči. Da je v bistvu odločitev za estetsko usmeritev, odločitev, koga napadaš, komu govoriš, s kom poskušaš komunicirati, ali poskušaš res komunicirati, ali v bistvu nekaj poveš. Ker tudi to je ful razlika v gledališču, a ne? Včasih pač neke stvari poveš. To je moje stališče. In ne pričakuješ nujno direktne komunikacije nazaj. Velikokrat se pa, vsaj jaz,
v bistvu poskušaš z nekim stališčem ali pa z neko vsebino izvati nek odziv. Ta odziv seveda ni, da se dejansko začnejo pogovarjati s tabo na odru, ampak ali ne, pač imajo, ne vem, stran gledajo ali ful gledajo. Ne. Mislim, že to je nek aktiven odziv. Predvsem pa, kaj se zgodi po predstavi. Ne. Politično gledališče ne, lahko je pač neko kulturno-ideološko, lahko je pač ekonomsko-politično. Ne. Tukaj se jaz velikrat znajdem na tem polju, ne, ker v bistvu poskušaš govoriti o tem, da vse nekako izhaja iz ekonomske baze. Seveda, brez ekonomije ne moremo analizirati sveta. In tukaj se mi zdi, da se potem poveže tudi ta formalnost. Torej, a gremo v dokumentarnost, a gremo v neko dramsko uprizarjanje, v bistvu čisto dramsko strukturo, gremo v neko postdramskost nizanja slik, momentov ali neke performative, da se dotaknemo. Gremo v neko telesnost, ne vem, neko trajanje. Ne. Odvisno, kaj hočeš doseči. Ne. Recimo pač in mnogi drugi sem želel doseči v bistvu neko dramskost. Ne, in je zato ta forma neka taka dramska forma, ki na neki točki preseka. Ne. Torej, priješ gledati Cankarja in pač si misliš, to pa je dolgočasen Cankar, in potem obrneš, ne, in potem se pride ta Nočna mora, ki ima pa neko drugo estetsko logiko in v bistvu, tle v bistvu sproduciraš nek učinek drug, ne, s tem. In se mi zdi, da tudi v bistvu estetika lahko se spremeni med predstavo, ne, med potekom predstave. Ampak ja, je pa dejstvo, da mene bolj privlači neka, mogoče skoraj proti plesu dramaturgija, no? Ampak ne čistno, da ni pač dramska, ampak da ni pa tudi plesna. Ne zanima me pretirano performativa, no, recimo, ne. Ampak tudi ne, na momente seveda bo verjetno prišlo kaj, no. Ampak ne vem, tudi dramskost je recimo zanimiva lahko, sploh za koprodukcijo Cel ekran, se mi je zdelo to nek način, da nagovorim to občinstvo. Ne. Tudi to se mi zdi v bistvu, ne samo kaj se želiš doseči, ampak komu. V predstavi Agmisterij Klemna Kovačiča in v Ženah v testu Žive Bisovičar ste torej oblikovali svetlobo. Pa me zanima, kakšna je ta izkušnja za vas, torej soustvarjanja v gledaliških predstavah, ko pravzaprav je glavni element za vas, s katerim stvarjate luč. Ja, meni je oblikovanje svetlobe in oblikovanje pač vseh raznih realnih svetil in svetil, ki so gledališka in naravne svetlobe in sonca, ne, ker tudi s tem se ukvarjamo, recimo pri Agmisteriju. Meni je to v bistvu neka čist, zelo mi je ljubo. Tako, to mi je neka čistko gušt, mi naredi sam akt tega. Je pa blazno meni zanimivo in uporabno obrniti logiko, ki jo imam pri razmišljanju o predstavi kot režiser ali pa kot soavtor ali pa avtor in pa v bistvu kot oblikovalec svetlobe ali pa recimo redko, ampak včasih si dovolim to drznost, tudi oblikujem prostor, ki je v bistvu izjemno vizualna. Ne. Vse, kar delaš, je na vizualnost. Ne moreš z besedo, z zvokom, vse je feeling pa vizualnost. Veliko se povezujem z sceno, scenografom. Predvsem je pa res zanimivo peljati pogled gledalca, ker to je v bistvu svetloba. Ne. Če tema ne vidiš in če svetloba vidiš in če tema na desni strani odra, pač ne boš videl. Razen če je odboj, ne. A je to v bistvu pa tudi namen, da v bistvu je odboj. Hočem reči, da me to zelo intrigira in me zelo navdušuje in me zelo, živo sva začela sodelovati, tako sem je začel oblikovati svetlobo, čisto po nesreč, ker je pač enkrat rabila očitno, ne vem, za eno produkcijo, ko smo jo delali v Mariboru, smo delali v bistvu v GT-ju, GT22, kvartet, ki potem se je odigral dvakrat, ker je bila korona. Ampak tam sem začel, ne? In tam sem spomnil, da sem v bistvu moral postaviti celo dvorano, ker nismo bili v dvorani, ampak smo bili v neki garderobi. In takrat za tistih 6 luči sem imel 2 dimerja, pa vse sem moral privleči v prostor in takrat sem se je bil kar ognjeni krst. In potem zdaj vse lažje. Klemen me je pol povabil ta njegov magisterij, Agmisterij, ki je tak sem že takoj vedel, da bo to odlično, ko je začel govoriti, ker je veliko potezno sicer, ampak pa seveda tvegano, vedno tvegano, ampak Klemen je pač izjemno dober zastavil, mislim, da stvar, in ko se stvar zelo dobro zastavi,
lahko mislim, da kdorkoli kot sodelavec ful uživa v svojem delu. In jaz sem absolutno teh 8 ur zelo uživam, oziroma tako, no, bolj sem užival, ko sem delal luč, ker ko si 8 ur tam, večino časa čakaš. Ampak recimo tam sem probal fade, luči, recimo, ki je dolg 40 minut, Take stvari lahko probaš, ki jih seveda v normalni predstavi nikoli ne moreš probati, ker je po 40 minutah pol predstave mimo, in je 10-krat treba zamenjati, ali pa 50-krat treba zamenjati luč, Tukaj pa v bistvu, lahko recimo, cel prvi del se luči počasi prižigajo, ker se menja v bistvu svetloba iz naravne v umetno, In to je v bistvu, če bi mi zadovoljevala, bi imeli še več, Ampak zelo različni deli so, zelo specifične stvari se dogajajo v teh delih in so zelo specifične potrebe za luč. Ene stvari so zelo splošna luč, torej da približno nekako vidiš vse v resnici, ker ni nujno, mislim, je treba videti v bistvu vse konstantno, ni nujno, da pogled sploh mora potovati, ampak je lahko v tem totalu na nek način. Potem pride buto del, ki je, ali pa to, prej še ta priprava, ki je tudi v bistvu bolj na nek način sfokusiran, pa buto, pa prva stvar v bistvu udari diagonala čez cel prostor, ki je čist clean cut, rob je oster in kar naenkrat si iz popolnoma razsvetljenega prostora na pol, v bistvu prišel v čisto temo, skoraj razen s to eno malo špurico, In v bistvu ta igra s tem je pač v 8-urni predstavi oziroma predstavi v trajanju. Je to nekaj ful bolj izpopolnjujočega, kot pa pač če 1 uro predstava dolga. Jaz mislim, da luč pa zvok, ton, glasba v bistvu sta glavni gradnik atmosfere poleg telesa, igralca. Za zaključek bi me samo še zanimalo, kakšni načini vas še zanimajo pri ustvarjanju gledaliških predstav, kateri vam je najbližji in kaj bi si želeli v prihodnosti? V bistvu sem tukaj hotel poudariti še en vidik, v bistvu, ki ste ga vi prej omenjali, tudi glede na ta članek, v bistvu kolektivnost. Ker v bistvu vse to, kar se zdaj pogovarja, lahko delaš avtoritarno, v sodelovanju ali pa kolektivno. In meni se zdi zanimivo, ne moreš v vseh kontekstih delati kolektivno, to sem ugotovil v zdaj parih letih prakse, da je v bistvu to nek blazen privilegij, da delaš kolektivno. To je recimo tudi izjemno zanimivo, piše o tem Beton LTD, tudi v tej svoji knjigi, katere naslov sem zdaj pozabil, kjer vzpostavljajo glih to, kaj so pogoji za kolektivnost in kolektivno ustvarjanje in kaj v bistvu, kako lahko to nastaja. Forma predstave je potem lahko dokumentarna, snovalna, mislim, karkoli, lahko dramska predstava, pa je v bistvu ustvarjena kolektivno. Mi smo recimo zdaj polet z enim kolektivom, ki se imenuje Progrešani, smo naredili tako predstavo Prostori izginjanja, ki se pač premikamo po Ljubljani in je v bistvu nastala kolektivno v nekem soavtorstvu in je čist plod produkta v bistvu naših kreativnih idej in odločitev in v zelo kratkem času je nastala in tako. In je to kot nek eksperiment tega, kar bi jaz tudi v prihodnje želel na nek način delati, ampak vem, da to so v bistvu neki draguljički, ki si jih moraš izboriti, da imaš priliko sploh delati na ta način. To ni nobena pravica, da tako delamo, to je privilegij. Mi produciramo predstave, mislim, moramo se zavedati, da smo pač v neki proizvodni verigi, kot vse, pač toliko časa je, nimamo časa biti kolektivni, nimamo časa biti demokratični, v resnici niti ful pretirano, ampak pač treba je zdaj to narediti. Ampak to seveda ne pomeni, da mislim, da je to v naši generaciji zelo prisotno, da v bistvu, ko mi rečemo ni demokratičnosti, smo še vedno popolnoma demokratični proti logiki režiserjev, ki so rojeni 30 let pred nami, in je to pač tudi nek zeitgeist. Ampak kolektivno bi rad v življenju delal in pa tudi rad bi prehajal, kot do zdaj tudi prehajam še naprej med različnimi funkcijami, ker se mi zdi, da to bogati, tudi kreativno te polni in pa tudi malo te ohranja, sploh če si režiser, sploh režiser v Sloveniji, pa tudi drugod verjetno, hitro prideš v to, da si ti ful pomemben. Ampak v resnici res nisi in če vsake toliko časa greš za lučkarja, je to zelo jasno. Hvala za ta čudovit zaključek in hvala za vaš čas. Z veseljem, hvala za povabilo. Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila oddaja Oder, kjer sem se o političnem sodobnem gledališču pogovarjala z Borom Ravbarjem.
mladim gledališkim režiserjem in oblikovalcem svetlobe. Oddajo sem pripravila Ana Lorger, zvočno jo je oblikoval Miha Klemenčič. Oddaja je na voljo tudi v podkastu na naši spletni strani. Hvala za pozornost.